Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer. Predsednik republike in vrhovni poveljnik oboroženih sil Borut Pahor je z obiskom 72. tankovske brigade najodločneje zavrnil govorice, da nimamo več vojske. Res, da je stanje še vedno alarmantno in na najnižji stopni pripravljenosti, a slabo plačani vojaki po njegovem mnenju dajejo vse od sebe. Poveljnika Pahorja so tokrat najbolj zanimali tanki. Urjenje traja eno leto, približno, se pravi 170 ur vožnje nam je treba opraviti. To je en primer tega vozila. Jaz sem vrhovni poveljnik, jaz to obvladam. Sem usposobljen avtomatsko. Povejte mi, pravzaprav koliko kaliberski je to? No, streljali danes ne bomo, kar se pa tiče same vožnje. To ni avto, gospod predsednik. Čigav tank bom vozil, njegov? Načeloma naj bi vozila tista dva, profesionalca, tako kot špica naše enote. Kaj parkirata, greste zadaj gor. Živijo, fantje, jaz sem Borut, vaš šofer. Ja, kako nam so rekli, da boste samo sedeli. Jaz vozim, to je ukaz. Pojdimo, hajmo. Mislim, da je to boljše vzmetenje kot moja katerka. Kje pa volan? Ne volane, samo račice su. Zanimivo. Super zadeva. Pa tako smo skupaj stisnjeni. To mi je najbolj všeč. Super, gospod predsednik, ne? Veste, kaj tudi pogrešam? Kakšno ogledalo. Pa na radiju ni nobene muzike, vedno neko ponavljanje nekih števil. Ja, gospod, paste zdaj Ja, na to vidim. drevu. Na Na drevu paste. Kaj pa je za to? Sam tega gumba ne pritisam. So what? Krucifiks! Krucifiks, da juriš! Da juriš, krucifiks! Pahor v drevesih, ponavljam, Pahor v drevesih. Pošli enoto. Pahor že zuni, ponavljam, Pahor že zuni. Mislim, da je bilo kar v ste redu. zavili, nič Saj hudega. imate kasko za tank. Ja, po moje, ne? Ja, upam, da nam bojo priznali, zdaj pa, če ne povajmo, da ste vi vozili. Če bo problem, dam kopunček, pa bomo dali na mojo zavarovalnico, ni problema. Ja, v redu je zmajneno, ko imamo dosti problemov. Zmajneno? Dobro. Začelo se je z lipicanci, Avstrijci in kranjsko klobaso. Nadaljevalo se je s Hrvati, istrskim pršutom in teranom. Ko smo že mislili, da nas nič več ne more presenetiti, so kot strela z jasnega udarili Srbi. Zunanji minister Ivica Dačić, ki se je danes mudil v Ljubljani, je namreč povedal, da Srbija resno razmišlja o geografski zaščiti Magnifika. Možemo da slušamo da možda i vidite Magnifico da peva na srpski kao da je davni rođak Stefanovića Karadžića. I da to bude jedna od tema koja bi se iznosila u međunarodnoj zajednici. U svakom slučaju mi ćemo imati za svakoga CD ili kazete od njega uveče da se sretnemo i slušamo svi zajedno njegovu pesmu Pukne zora, pa da vi vidite onda. Minister Dačić se je po srečanju s predsednikom države in vlade odpravil še pred mestno hišo, kjer ga je sprejel glavni pogajalec Zoran Janković. Pa je prišel. Se upa, da bo zraven kajmak, se bo doročil. Žijo. Tako, kje si, Ivane? Pa gdje si ti? Kaj to slišati da delate? Šta kažeš? Šta? Pa ne boj Badifika, on be špila, ne? Pa on se čuje ko Srbin. Pa 700 let oketno, ne? Ajde, gremo da jedno piječe pa zadovorimo, ne? Onda Još samo častim, spremi ne? ove dokumente i ajmo. Ajde, greva, ne? Ej, zakaj Badifiko, ne? A ste razmišljali mogoče kaj druga, ne? Ona gre tudi z vami. Pa nije loša u redu, ali ipak nije to isto ko Karl Eusu. Pa ajde, da damo šaljo, ne? Ti si blate, ode za tebe. Gde sam bre mlad, imam 51 godinu. Nisi ni počeo da piješ, ne? Osrednji del srečanja je potekal za zaprtimi vrati v znani ljubljanski restavraciji. No, pred kakšno uro je pred novinarje sedel Zoran Janković. Na vprašanje, kje je minister Dačić in kaj sta se dogovorila, smo dobili rahlo skrivnosten odgovor. Gospodu Dačiću pa želimo še enkrat na zdravje. Je
pokazal za moje občutke veliko več pozitivnih stvari, kot se bi pričakoval. V bistvu se, da bo veliko več nasilja in grozedja in ugotavljam zdaj, ko se sam treznim, da sem plačal kar malo 5 jurjev za Magnifica. Družabna omrežja so danes kar pokala od komentarjev. Dragan Bulič je na Facebooku zapisal, da gre za tipična srbska posla. Lajkali so ga mnogi znani glasbeniki, med njimi Dadi Das, Goran Šarac, Jasmin Stavros, Aleš Klinar, Miran Rudan in Igor Pirkovič. Na Twitterju se je oglasil tudi Janez Janša, ki Vlado sprašuje, kdaj namerava geografsko zaščititi frajtonerico kot avtohtono dolenjsko glasbilo. No, iz režije so mi ravnokar sporočili, da nam je končno uspelo dobiti tudi izjavo Magnifica. Poglejmo. Slovenija je moj dom, jaz sem ga tako razumel. Od nekdaj se počutim doma, kle v Šiški, do Jankoviča grem kanač. Ne bom zdaj kar nekam šel. V glavnem, zdaj smo vsi v žlahti, ali naš, ali Srbije. Kamorkoli bom šel, bom dobrodošel. Naša ameriška princesa Melania Trump je izdala knjigo z najlepšimi komunističnimi pravljicami. Pred navdušeno publiko jih je nekaj prebrala kar sama. After the wars, the communists came very fast. In the end, you can just see that if you want to be rich in life, then just make a revolution. Now I read you a story called Tovariš Prezident. Tovariš Prezident, you are the best man in entire kolkhoz. You can steal the land of any farmers you choose. You take my home. You take all my grains and the shoes and the meat. You are smartest in my town. And you give us good to eat. And they lived happily until the end of the first 5-year plan. The end. You can see yourself. If you are poor, you lose. Zdaj pa se selimo v sosednji studio, kjer se bo vsak hip začela nova epizoda popularnega domoljubnega kviza. Vaš gostitelj je kolega Marcel Šefančič. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Nocoj se bosta pomerila dva prekaljena mačka slovenske politike, na levem fotelju zaščitnik upokojencev in zbiralec ministrskih funkcij zadnja leta naš prvi diplomat, Karel Erjavec. Dobar večer. Njegov nasprotnik na desnem fotelju je nekdanji policijski komandir, predavatelj, državni sekretar in poslanec, dr. Vinko Gorenak. Lep pozdrav vsem, še posebej pa našim vztrajnikom. Ok, publika vama je naklonjena, upam, da so vama naklonjeni tudi planeti in zvezde. Joj, to se pa bojim, da ne. Meni v današnjem horoskopu piše, da bom najprej zmeden, potem me bo pa bolela glava. Ne se sikirat, Vinko. Meni piše, da bom spoznal nežno in privlačno osebo, pa naletim na tebe in Štefančiča. Gospod Erjavec, se že ve, na katerem planetu bo Slovenija odprla prvo ambasado? Ja, mi računamo, da bo to Mars, ali pa mogoče Venera. Ok, ne pozabite na Jupiter. Kviz poznata na kratko nekaj osnovnih pravil. Imamo 4 vprašanja, prva 3 po principu, kdo bo prej. Tisti, ki do finala zbere več točk, potem sam odloča o svoji usodi. Zmagovalec gre v polfinale, poraženec pa bo moral praviti 200 ur družbeno koristnega dela. Še kakšno vprašanje? Ja, lahko dobim malo serotonina, da vidim, če je res tako hud, kot pravijo. Žal ne, moramo šparati, lahko pa dobite elektriko kadarkoli ne. Ja, hvala lepa. Dame, gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilen odgovor je vreden 5 točk. Sta pripravljena? Ok, kakšne barve avto vozi največ Slovencev? Imata 3 sekunde. Gospod Gorenak, izvolite. Ja, jaz mislim, da največ Slovencev vozi avtomobila
bele barve. Zavito. Ko sem bil jaz miličnik, sem ustavil največ belih, zagotovo. To je bilo v času socializma, gospod Gorenak. Danes je belih samo še 8%, prav toliko kot rdečih. Med 1,5 milijona registriranih avtomobilov pa jih je največ, kar 20%, svetlo sive kovinske barve. Lej, a sem to jaz na sliki. To je vaš služben Audi, gospod minister. Ok, drugo vprašanje. Pravilni odgovor prinaša 10 točk. Dobro poslušajte. Kdo je bil prvi Slovenec, ki je v začetku 90-ih sam objadral svet? Gospod Arjavc, bili ste prvi, povejte. Ja, doktor Dimitrij Rupel. Ja, tole pa ni prijetno. Vem, gospod Arjavc, ampak tako to je. Dimitrij Rupel si je v začetku 90-ih res prizadeval, da bi nas priznalo čim več držav, a tega seveda ni počel na barki. Kakšen je vaš odgovor, gospod Gorenak? Ja, prvi Slovenec, ki je sam objadral svet, je bil legendarni Jure Štelk. To je pa čudovito. Joj, kako lepo butne Madonca. Jure Šterk je med letoma 91 in 94 na svoji 6-metrski jadrnici kar 2-krat obkrožil svet. Letos bo minilo 10 let, ko se je na svojo zadnjo plovbo odpravil s ciljem, da sam objadra svet brez postanka. Po 382 dneh neprekinjenega jadranja je tragično izginil v Indijskem oceanu. Doktor Vinko Gorenak vodi 10-0, smo že pri tretjem vprašanju za 15 točk. Dobro razmislite, vprašanje se glasi takole. Katera od 8 kitic zdravljice govori o edinosti, sreči in spravi? Nimata pojma domoljuba, a? Ja, ne, ni za tvegat. Edino sreča sprava, k nam naj nazaj se vrnejo, vidim, da nam slabo kaže s to spravo, ne? Pravilen odgovor bi bil 4. kitica. Ok, elektriko smo izklopili, lahko se sprostite, gospod Arjavc. Pred nami je finale, ki prinaša 20 točk. Sliši odprto, z malce sreče lahko zmagata oba. Odločilno zadnje vprašanje vam bo zastavil nogometni selektor Srečko Katanec. Dober večer vsem skupaj. Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje in to dobro vejo tudi fantje na igrišču. Moje vprašanje je naslednje. Povejte, koliko doktorjev znanosti ima Slovenija, pa ne taki, ki se spoznajo sam na nogomet. Srečno. Čas je potekel, gospod Gorenak, izvolite. Ja, priznam, da točnega števila ne vem. Bi pa rekel, da nas je tam nekje okoli 5000. Ja, 5000, najmanj 5000. Doktor Gorenak pravi, da ima Slovenija tam nekje okoli 5000 doktorjev znanosti. Gospod Arjavc, vaša naloga je, da poveste, ali jih je več ali manj. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste gladko zgubili. Jaz mislim, da jih more biti več. Vaš odgovor je pravilen! Oj, ja. Ja. Zmagovalec dvoboja je Karel Erjavec! Za domovino, za Erjavcem naprej. Uradna statistika pravi, da je v Sloveniji več kot 10 000 doktorjev in doktoric znanosti. Dajmo jim en aplavz! Doktor Gorenak, kako se počuti domoljub, ko izpade že v prvem krogu domoljubnega kviza? Ja, precej bedno in ponižano, zelo sem razočaran, mislim, da bom kar dopust vzel. Gospod Arjavc, uvrstili ste se v polfinale. Ste presenečeni? Sploh ne. Jaz nisem nikoli dvomil v svojih sposobnosti. Ok. Ja. Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, draga publika, to je bil naš 4. domoljubni kviz. Muzika vrtela, DJ Lorela, vidimo se naslednji teden, v bistvu času nisem kmalu. Živo!
Tako, spet smo nazaj v bučkah, na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Ja, mladi košarkarski jaz, Luka Dončić, je pred kratkim dopolnil 18 let. Za darilo je dobil rabljenega Lamborghinija in ga navdušeno teral po Madridu. No, nad njegovim početjem na cesti seveda ni bila navdušena španska policija, ki ga je v 2 tednih oglobila za okoli 15.000 evrov. Divjega Dončića, ki je trenutno v priporu, je obiskal Franci Pavšer mlajši. Po španskih pravilih mladi vozniki ne smejo voziti avtov hitreje od 130 km/h. En mesec, odkar pa imaš avto, si prekršil toliko pravil, da zdaj čakamo, ali te bodo sploh spustili na cesto. Mislim, panike ni. Malo sem bil tudi nestrpen, ker se usedem v avto, zato, ker gledam ostale, ki pač vozijo, pač ratam nestrpen. Po drugi strani pa je v redu, ker sem lahko koga kam pelju. Sploh je v redu za šarmirati razne punce, pa to. Ravno to nas je skrbelo, a bi nam povedal od vseh srečanj, katero dekle si pa na koncu izbral. Slovenko, Španko, Srbkinjo, Črnogorko, ne vem, kaj vse sprevažal. Ja, o tem še nisem imel nobene debate. Mal sem zaradi tega tudi nervozen, ker sem vedno igral sam košarko in nimam izkušenj z ljubeznijo. Pa kako bo zdaj s tem v prihodnje? Španski policiji si baje dal obljubo in septembra, ko boš dobil izpit za avto nazaj, boš takrat vozil, vseeno malo bolj varno. A je to res? A si le mogel reči to, kako je zdaj s tem? Ja, jaz sem v policiji tako rekel, da bom vozil bolj varno in ko dobim izpit nazaj, bom definitivno bolj pazil, da me naslednjič več ne dobijo, kot da bom hitreje vozil. Kot se kaže, je naš predsednik vlade vendarle mož beseda. Ko je za kulturni praznik novinarjem obljubil, da nam bo enkrat pokazal svojo poezijo, mu ni nihče verjel. No, danes je obljubo izpolnil in to v Kranju, direkt pred Prešernom. Ograja nas ni ločila, ograja je združila, kdor ne razume zdaj, očitno rabi dodatna pojasnila, kar pa notri je ostalo. Se tujega bo balo, ampak vedeti je treba, da sicer bi vse zbežalo. Za mejo umetno, je fletno, dokdaj težko povem konkretno. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer. Lahko noč in miren spanec.